Z nami je torej doktorica Hana Mžorkova, raziskovalka z oddelka za jezikovno kulturo Inštituta za češki jezik Češke akademije znanosti, ki se zlasti ukvarja z jezikovnim svetovanjem, izdelavo jezikovnih priročnikov in njihovo uporabniško prijaznostjo. Je tudi prevajalka iz slovenščine in nam bo v slovenščini predstavila današnje predavanje. Lepo prosim, Hana. Najlepša hvala. Najprej bi se želela zahvaliti za povabilo. Z veseljem sem se pridružila in upam, da bom povedala marsikaj zanimivo. Torej, moje ime je Hana Mžorkova, delam na oddelku za jezikovno kulturo v okviru Inštituta za češki jezik Akademije znanosti Češke republike in želela bi povedati nekaj o podatkovnih bazah jezikovne svetovalnice Inštituta za češki jezik. Moje predavanje bo najprej o jezikovni svetovalnici, da bi jo predstavila, da bi spoznali, kaj je češka jezikovna svetovalnica, njene naloge, kaj tam delamo in kakšne so naše podatkovne baze, ki sta spletni jezikovni priročnik in predstavila bom njegovo strukturo. In druga, novejša baza oziroma najnovejša baza je baza jezikovnih vprašanj in tudi bom marsikaj povedala o njeni strukturi in na eni izmed kategorij, ki baza obsega, in to so vprašanja o jezikovnih priročnikih, saj proslavljamo dan slovarjev, bom predstavila doprinos baze jezikovnih vprašanj oziroma en odlomček iz njenega doprinosa in to bo prav na primeru vprašanj o jezikovnih priročnikih. Kaj je jezikovna svetovalnica? Jezikovna svetovalnica je bila ustanovljena leta 1936 pri Uradu za slovar češkega jezika in od leta 1946 je del Inštituta za češki jezik. Njena vloga, zraven seveda jezikovnega svetovanja, je po našem mnenju vloga posrednika med uporabniki češčine in lingvisti. Danes bom tudi poskusila to vlogo predstaviti iz več vidikov. In jezikovna svetovalnica deluje v okviru oddelka jezikovno kulturo in to pomeni, da vsi sodelavci so člani oddelka, zdaj imamo 11 aktivnih sodelavcev. Vsi delamo zraven strokovnih nalog, kar je raziskovanje jezikovne kulture, tudi del našega časa mora biti posvečen jezikovnemu svetovanju in drugim nalogam. O teh nalogah bi nakratko spregovorila. Seveda prva, največja, najobsežnejša, najbolj zahtevna naloga jezikovne svetovalnice je jezikovno svetovanje. Kaj to pomeni? To pomeni, da v sedajnem času vsak delovni dan med 10. in 12. uro smo na voljo jezikovnim uporabnikom in to preko telefonske številke jezikovne svetovalnice. Dobimo povprečno 20 klicev, ki obsegajo okoli 30, večinoma pa več postavljenih vprašanj, ki jih preko telefona ali po telefonu odgovarjamo. Pisni odgovori so možni, je možno nam napisati, ampak je treba plačati. Uporabnik jezika nam napiše pisno zahtevo in mi mu naredimo oficialno izjavo, pa to je treba, administrativno opredelati in je to treba plačati. Izjeme so sodelujoče ali vladne inštitucije, to pomeni, če nas prosi za pomoč kolega iz univerze, ali pa neki urad, kot na primer Ministrstvo za kulturo, za šolstvo, to odgovarjamo zastonj, pa to so res izjeme.
Niso vsa vprašanja, žal ali pa hvala Bogu, enostavna in brez problemov, zato ta komplicirana obravnavamo na sestankih oddelka, ko se združi več kolegov, ker vsak dan tam niso prisotni vsi in se posvetimo o odgovoru. Kar ne izvajamo sodno izvedništvo, pogosto nam kličejo uporabniki in želijo, naj jim dovolimo kakšno krstno ime, ki ni napisano v oficialnih seznamih in to ni naša naloga, to je naloga oddelka za onomastiko, ki izvaja sodno izvedništvo na področju lastnih imen. Druge naloge, tudi zelo pomembne in zelo vidne za javnost, so popularizacija. Pogosto predavamo za strokovno publiko, za javnost, pišemo članke, jezikovne kotičke, nastopamo v televizijskih oddajah, na radiu, pripravljamo različne nadaljevanke v časnikih o češčini in tako naprej. Ta naloga, o kateri bi zdaj rada govorila, je tudi skrb za rastoče baze oddelka za jezikovno kulturo in to je že omenjeni spletni jezikovni priročnik in baza jezikovnih vprašanj. Med nastankom teh dveh baz je poteklo 12 let, ampak obe so starastoče, to pomeni, da jih razvijamo naprej. Kaj bi zdaj želela povedati? Tukaj imam takšen zelo enostavni predel, prej, ko bom govorila o spletnem jezikovnem priročniku. Te načini delovanja jezikovne svetovalnice naravno sledijo razvoju informacijskih tehnologij in to pomeni, da najprej je to jezikovno svetovanje potekalo pisno, potem po telefonu in do 90. let 20. stoletja je bil telefon ali navadna pošta te edine poti, s katerimi smo lahko svetovali. Leta 1992 je nastala elektronska podatkovna baza vprašanj, pa ta je bila samo za potrebe oddelka. Ta stavek, ki sem ga zdaj povedala, je pomemben za pozneje, pa želela bi to omeniti. Ta prva baza je bila samo za naše potrebe, boste pa spoznali, da se je marsikaj spremenilo. Jezikovna svetovalnica je prišla na splet leta 1992 in zelo hitro so se uporabniki jezikovne svetovalnice navadili na to možnost, da nam napišejo pismo preko e-maila in že 11 let pozneje smo imeli v našem nabiralniku 9,5 tisoč odgovorjenih elektronskih sporočil. Leta 2011 smo morali ukiniti to možnost pisati e-maile, ker število je zelo hitro naraščalo in dnevno k koncu smo dobivali, mislim, 80 e-mailov in to res ni bilo v naših možnostih do drugega dneva odgovoriti, češ smo imeli še druge naloge in bilo je treba spremeniti ta način. Zato smo se tistega leta odločili, da e-maile da bomo pisne izjave odgovarjali za denar in ostalo je svetovanje po telefonu. In da bi olajšali življenje ne samo nam, ampak tudi in predvsem jezikovnim uporabnikom, je postal spletni jezikovni priročnik. To je ta prva baza
ki smo ga pripravili v našem oddelku, je postala v okviru, spletni priročnik je postal v okviru projekta Informacijska družba, informační společnost in je dostopen na naslovu prirucka.ujc.cas.cz. Če má kdo možnost, mogoče bo najboljše, če si še zraven odpre to spletno stran. Ja sicer imam več primerov, pa mislim, da če ima kdo možnost, da má še zraven odprtý spletný jezikovný priročnik, bo še boljše. Preden, ko bomo pogledali vsebino priročnika, povedala bi za zanimivost nekaj števil, ki seveda tudi kažejo pomembnost in priljubljenost te baze. Zakaj govorim o bazi, ne pa o slovarju, to bom povedala čez minutko. Pa spletný jezikovný priročnik ni slovar v pravém pomenu besede. Je to jezikovný priročnik, bolje pa še po, myslím, u techničné besedy je to bolj báza. Spletný priročnik med lety 2009 in 2019 je zabeležil več kot 134 miliónov dostopov. Gre za najbolj obiskovanú spletnú stran Akademie znanosti České republiky. In leta 2019 smo imeli v dnech šolskega pouka več kot 70 000 dostopov dnevno. To pomeni, da res je zelo rabljen, izkoriščen in zelo priljubljen med uporabniki jezika. Tam máte še dostope do angliške verzije, ampak ta češka je zelo priljubljena. Spletný jezikovný priročnik ima dva dela. Kot prvý je byl objavljen razlagalný del in njegova podlaga sta bila pogosto postavljena vprašanja. Je to torej priročnik, ki je nastajal v neposrednem kontaktu s uporabnikom jezika. Najprej so bile obdeláne témy, jezikovní problémy, s katerými so imeli uporabniki jezika največ težav, tudi zato, da niso bili zabeleženi v pravopisu ali slovnicah in drugih speciálnych priročnikih. Torej, ta prvá najpomembnejšia stran je bilo dopolniti luknje v priročnikách in potem smo ta priročnik dopolnili še s drugimi stvarmi, ki sicer so zabeleženi v teh že obstajajočih priročnikih, pa naprimer je bilo treba narediti več primerov ali bolje razložiti ta problém. Tako zgleda ta razlagalný del spletnega jezikovnega priročnika, če ga imate še zraven odprtý. Tam vidíte, to je, že odprtá ta glavná stran, hlavní stránka, tam vidíte na slíky nalevo in tam mogoče, a neviem, a je treba, da by odprtla priročnik, ali väčšinoma ste tako, mislim, v redu. Andrej je delil tudi povezavo, tako da si lahko vsak sam odpre, če želi. Mislim, da je tako kar v redu. Ja, fino. Najlepša hvala. In tako vidíte za ilustracijo, kako zgleda delček razlage. Tukaj so velike črke pri imenih, kot je Európa, Ázia, Afrika in tako naprej. To je ta razlagalný del in
Ta je byl objavlen leta 2008 in eno leto pozneje smo objavili slovarský del. Najprej je imel več kot 61 000 gesev in zdaj ima več kot 110 000 gesev. To pomeni, da res se vidi, da je rastoča baza, da dopolnjujemo. Zadnja veliko dopolnjevanje je potekalo med leti 2016 in 2019, ko smo dopolnili skoraj 8000 zemljepisnih imen. Ja? In tam v slovarskem delu, tukaj sem izbrala en lep primer, vidite, da tam imamo geslo, delitev besede, kakšnega spola je beseda, kako sklanjamo besedo slovensko, spodaj je besedno gnezdo in primer in še povezava do drugih delov razlagalnega dela spletnega jezikovnega priročnika in povezava do slovarjev, ki jih máme pridružene preko teh linkov. In pa zdaj vidíte, kaj manjka spletnému jezikovnému priročníku. Gre za slovar brez razlage pomena, to pomeni, da ne gre za ta pravi slovar. Ni to slovar, ampak če je tam povezava do že dostopných razlagarnih slovarjev in upam, da bo kmalu tudi povezava do najnovejšega, zdaj pripravljenega akademskega slovarja sodobne češtine, bo ta priročnik popoln. To smo že. In že bi vás želela opozoriti na navodilo, kako uporabljati spletni jezikovni priročnik. To navodilo je postalo v času pandemie koronavirusa oziroma v prvém valovu, ker to se veda, že veste, da predvsem na Češkem je zdaj drugi val pandemie koronavirusa. Bomo videli, kaj bomo tistykrat pripravili. Pa vsaj nekaj dobrega je postalo iz tega. Kolegica Barbora Martinkovičová iz našega oddelka je pripravila, myslím, da má skoraj 30 minut in zelo natančno, zanimivo in podrobno kaže, kako uporabljati spletni jezikovni priročnik, kam se tam lahko najde. In myslím, da bo zadostovalo, če bom samo priporočila in vy boste lahko pozneje ogledali, ker kolegica o vsem govori veliko bolje kot jaz. In zdaj smo že pri, a neviem, ali se reče, ampak bi rekla glavnem jedu moje prezentacije. In to je báza jezikovných vprašanj. Ta báza, ali databáze jazykových dotazů. Báza je nastala tudi na podlagi projekta Dostop do vprašanj jazykovné svetovalnice v lingvistično strukturiraný podatkovní bázi. To je byl ministerský projekt, ki je potekal v letech 2017 in 2019 in je dostopen na naslovu dotazy.ujc.cas.cz. Tudi priporočam, če máte možnost, odprite prosím ta naslov, da boste bolje videli, o čem bom zdaj govorila. Preden, ko boste poiskali to bázo, povem, da 9. oktobra
nekaj dní nazaj je báza zajímala, že 8754 odgovorů. In to število posnetkov, z kterých potom postajajo ty posební odgovory. Število posnetkov, to pomeni konzultacije jezikovnega svetovanja, narašča vsak dan, ker dežurni delavec jezikovne svetovalnice, ki ta dan odgovarja telefonska vprašanja, ko sedí pri telefonu, mora po vsakem klicu ali po vsakem svojem dežurstvu narediti prvo razvrstitev teh vprašanj, která je tisti dan odgovoril, in to pomeni, da vsakému telefonskému pogovoru dodeli oznáke po témach. Tukaj sem spet naredila eno sliko, ta je iz mojega dežurstva iz septembra. Tam vidíte u tej črnej vrsty ta posnetek, lahko ga poslušam še enkrat, če želim poslušati sama sebe, kaj mi je uspelo in kaj ne. In pa to pomembno, kaj moram narediti, je izbrati jezikovno območje, v katero sodi to vprašanje. In tam vidíte, da tam je kratica sklanjatev imena Třeš, to je zemljepisno ime, in vprašanje je bilo iz območja morfologije. Spodaj pa je bylo vprašanje, ali se píše veliká črka u imenu Infocentrum, je tam šlo za kakšen infocentr mestné knižnice in zanímalo je písanie veliké črke, in ali tam naj uporabljajo vezaj ali pomyšľaj. Ja. In to vse, ko se to naredí, o polnoči se nalije v to bázo in lahko to potem obdelámo za to bázo jezikovných vprašanj. Vsak od nás ima svoje območje, torej si preko filtra izberem vprašanja, ki sodijo v območje. Jaz mám območje Ostalo, o které bom tudi govorila. Tam poiščem, kaj je za te dny prišlo v Ostalo, in razdelím u svoje kategorie typy vprašanj in tako naprej. Pardon. Kakšne so bile spodbude za nastanek lingvistično strukturirané báze? To by povedala še prej, ko bom vám več priblížila té kategorie in tako naprej. Spodbude so prišle zaradi iz tega, da vidimo limite jezikovnih priročnikov na eni strani in telefonskega svetovanja na drugi strani. Jezikovni priročniki so enkratna stvar in pomočnik navadnim uporabnikom jezika, ampak ne vsak uporabnik jih zna dobro uporabljati oziroma rabi pri njihovem uporabljanju pomoč. To slišimo pogosto, ko imamo telefonske konzultacije preko telefonskega svetovanja. Zelo pogosto pomagamo uporabnikom razumeti priročnikom, dodajamo več primerov, pomagajo jim postaviti analogije, ker na primer niso sigurni, ali pravilo, ki je navedeno v priročniku, velja tudi za njihov problem. Torej, rabijo malo pomoči. In svetovanje po telefonu je na drugi strani hitro,
ampak je zelo časovno in personalno zahtevno. Mi smo zaradi te zahtevnosti morali omejiti ali skrajšati ure, v katerih izvajamo telefonsko svetovanje. Do maja smo svetovali tudi popoldne, to pomeni, da en sodelavec je svetoval 2 ure dopoldnevi, drugi pa 2 ure popoldnevi. In ko smo v javnost, ko smo objavili bazo jezikovnih vprašanj, smo se odločili, da mogoče nam bo pomagala ona in da lahko naredimo tudi več iz teh strokovnih nalog, ker res je treba raziskovati, da bi pozneje dobro svetovali, vse je povezano. In to pomeni, da zdaj poleg telefonske svetovalnice in spletnega jezikovnega priročnika obstaja za uporabnike še en vir po strukturi, ki je po strukturi bližji temu neposrednemu svetovanju, ki ima dialogično strukturo, da tam je vprašanje, odgovor. Tukaj imate to glavno stran, s katero se potem pride do razvrstitve. Lahko iščete preko odgovorov, lahko iščete v bazi preko vprašanj, tam gor so odpovědi, odgovory, dotazy, vprašanja, in ali lahko iščete preko ključných besed, klíčová slova, in tudi so dostupné že statistike in zdaj nevím, kako se pove slovensko nápověda, pa nevím, no. Pa vy boste věděli, se opravičujem. Spadla mi je beseda iz glave. Struktura báze jezikovných vprašanj vy pa lahko pogledate preko spleta. Jaz bom pokazala na enem primeru, ki je iz območja pravopisa, pisanje velikých črk. In to písanie ima več kategórií. V bistvu ta pravopis písania velikých črk ima 25 kategórií, napríklad jména organizácií, bolezní, zeměpisných jmén, živých bytí. Tukaj gremo u kategóriu zeměpisná jména, kot jsem izbrala kot primer. In podrejena kategorija je, in ta kategorija je razdělena na 9 typů vprašanj. In izbrala jsem vprašanja o jménech městných četvrtí, jménech občin, jménech ozeměl in tako podobno. In potem pa, že přijdeme do konkrétnych vprašanj. To jsou ta vprašanja, ki jsou zazvenela, ki so jih položili uporabniki jezikovne svetovalnice pri jezikovnem svetovanju po telefonu. Mi ta vprašanja prilagamo le zelo malo, ne da spreminjamo besedni red, malo stila, ampak trudimo se, da bi ta vprašanja obstajala čím bolj autentično, da by byla res autentičná in da by se tam ochránil ta živý uporabnik, tam někde u ozadu. In potem pa tam vidíte, že odgovor dá pridevník dolní, spodní, samodoloča, o katero ime gre, in to pomeni, da ne gre za lastno ime v celoti, in to pomeni, da v tem pridevniku je treba pisati malo črko. Tam te variante, tam to pomeni, da so bile da je bylo premyšľováno, ali opísané s velikou črkou, ali s malou črkou. In ključno besedo imate celou to besedno zväzo dolní libeň. Tukaj je
to, kar ste že verjetno zdaj sami pogledali, tam je na levi strani vidíte to jezikovno območje, kategorijo, typ vprašanja, ključna beseda, konkrétno vprašanje in odgovor. In lahko se na različne načine ta vprašanja in odgovori filtrirajo. Tukaj je še en primer, tistikrat iz območja onomastike, in šlo je za razlago imena, kakšna je razlaga moškega krstnega imena Jiří, ključna beseda Jiří, ime Jiří izhaja z grščine in pomeni kmet. No, in kot primer sem izbrala vprašanja o jezikovnih priročnikih. Moje območje, za katero skrbim, je območje ostalo. V tem območju je marsikaj, ki je bilo težko dati v takšna, ne bi rekla resna, ampak ta res jezikovna območja, kot morfologija, skladnja in tako naprej. To pomeni, da so k meni prišle tudi vprašanja o jezikovnih priročnikih. To je ena izmed teh kategorij območja ostalo. In zdaj ta kategorija ima 14 typov vprašanj in skupaj na koncu septembra sem tam imela obdelaných več kot 200 vprašanj. In tam vidíte te typy vprašanj. To pomeni, da ľudje zanima, kakšný priročnik priporočate za določenou problematiku, ali določený priročnik obstája, ali priročnik prináša zaželenú informáciu, zakaj določený priročnik neprináša zaželenú informáciu, kako naj uporabím določený priročnik. Tudi so se uporabniki zanimali za bibliografské podatke o jezikovných priročnikih in tudi jih zanimala zveza med jezikovnými priročníky glede na Inštitút za český jazyk. Ja som pogledala ta vprašanja malo bližje in raziskovala jsem na tém gradivu potrebe jezikovných uporabníkov, oziroma uporabníkov jezikovne svetovalnice. In iskala jsem, ali lahko iz tega vsega bom našla neke glavné potrebe uporabníkov jezikovných priročníkov in hkrati uporabníkov jezikovne svetovalnice. In jsem našla 3. In tako jsem razdelila tudi te typy vprašanj. Če bom tam imela številke, se nanáša na to razdelitev. To pomeni, da od 1. do 4., kakšen priporočate obstaja, kje se dobí in tako naprej, to je potreba jezikovnega priročnika. Rabim jezikovni priročnik. Druga skupina teh vprašanj izraža potrebo po razumevanju podatkov oziroma metajeziku navedených v jezikovnem priročniku. Gre za njegov koncept in to so vprašanja 5 do 11 in to je, ali kakšen je koncept, kje to najdem, zakaj nisem ničesar našel, je možno kaj dopolniti v določený priročnik, kaj tam pomeni konkrétna oznaka in kako sploh uporabljati določený priročnik. To pomeni, da ljudje želijo razumeti, zakaj in kako je jezikovni priročnik narejen. To je zanima in res to izražajo preko pogovorov z
sodelavci v jezikovne svetovalnice. In tretja skupina izraža potrebo po podatkih o jezikovnem priročniku. To pomeni, da gre za bibliografijo ali velja določený priročnik in zanima je ta zveza s inštitútom. In kakšen naj je lahko doprinos k teoriji? Je to seveda samo delček materiála, gradiva, ki ta baza jezikovnih vprašanj ponuja. Potrjuje pa večfunkcionalnost baze oziroma vprašanj v njej navedenih in prinaša pomembne in avtentične podatke, ki jih lahko podrobneje analiziramo. In kar se tiče teh vprašanj na jezikovne priročnike, seveda jih lahko pogledamo iz vidika jezikovne kulture, da bi izboljšali jezikovno-kulturne dejavnosti, ali gledamo lahko iz vidika jezikovnega managementa, raziskujemo interakcije med uporabniki jezika, delavci, kako govorijo o priročnikih, kaj si o njih mislijo in kako argumentirajo in tako naprej. Seveda je ta kategorija zelo pomembna za leksikografijo, ker dobimo zanimive podatke o uporabnikih in uporabi jezikovnih priročnikov. In lahko potem premišljujemo ali o tem prvem ali o drugem in lahko premišljujemo o konceptu jezikovnih priročnikov, o njihovi izboljšavi in seveda o komunikaciji z jezikovnim uporabnikom oziroma uporabnikom jezikovnih priročnikov. Za zaključek predstavitve bi povedala še dve posebnosti oziroma zanimivosti. Je to stvar, ki bi jo želela še enkrat reči, da baza je zanimiva zaradi tega, da so na njenem nastanku in na njenem razvijanju, razširjenju sodelujo tudi spraševalci, navadni uporabniki jezika. Torej gre res za skupno delo, da je tam res sodelava med navadnimi uporabniki, ker oni seveda vedejo, da so snemani in morajo dati soglasje, da bo ta posnetek pozneje v bazi. In druga stvar je, da baza vsebuje ne samo vprašanja, in to je res takšna zanimivost za zaključek, baza vsebuje ne samo vprašanja, na katera smo zmožni odgovoriti, ampak boste tam našli tudi vprašanja, na katera niso sodelavci jezikovne svetovalnice zmožni odgovoriti. In to je na primer tole vprašanje, ki sem ga spet dobila v območje ostalo in kategorija je nejezikovna vprašanja. In gre za vprašanje za druge strokovnjake in konkretno se je uporabnik zanimal, kakšna naj bi bila barva kulija ali peresa, s katerim lahko pišem navadno agendo, navadne beležke ali podpisujem oficialne dokumente. In to smo odgovorili le to, da mi smo zmožni pomoči z marsičim, ampak samo v primeru, da je to povezano s češčino in da na tole vprašanje res ne moremo odgovoriti, čeprav se podpisujejo na primer tudi češka besedila in res ne vemo, ali je nekje takšna stvar sploh napisana, razrešena. Najlepša hvala za vašo pozornost.
Mogoče mene bi zanimalo, recimo, omenjala si, da ste najprej svetovali prek telefona, potem pa ste objavili ta spletni jezikovni priročnik leta 2008, če se prav spomnim, in sedaj to novo bazo jezikovnih vprašanj. Pa me zanima, a se je mogoče število telefonskih klicev sedaj kaj zmanjšalo, ko so vsi ti priročniki na voljo tudi na spletu, ali imate še vedno veliko vprašanj? Jaz bi rekla, da se število manjša šele v zadnjih 2-3 letih. Drugače, kar se mi zdi, da je obstajalo isto, da je bilo isto, ampak zdaj v zadnjih 2 letih je manj klicev. Mislim, ne veliko, je to kakšnih 20%, bi rekla, ampak mogoče je to res v tem, da so se ljudje že čez teh 10 let že navadili uporabljati več spletni jezikovni priročnik, saj ko svetujemo preko telefona, skozi priročnik ponujamo, in če ima kdo več vprašanj in slišimo, da so to vprašanja na isto temo, tako ga ne na silo, ampak trudimo se ga navesti, poglejte tam, a ste pri internetu, bom vam rekla naslov in skupaj bomo šli in skupaj bomo poiskali odgovor na váš problém. In pogosto so ljudje zelo hvaležni in potem rečejo, a to je enkratná stvar, naslednjič bom najprej poskusil pogledat priročnik, če ne bom našel ali ne bom razumel, vas pokličem. In mislim, da mogoče končno je prišlo do tega, da ljudje res najprej iščejo v priročniku, šele potem pa kličejo nas, ker je res, da nekdaj morajo čakati, preden pridejo na vrsto. Večinoma nimamo odmora med klici, en klic se konča in čez nekaj sekund ali najdlje 1-2 minutky kliče že drugi človek. To pomeni, da res je tam vrsta večinoma. Imamo še eno vprašanje. Andrej Perdih sprašuje, ali dobivate tudi vprašanja, ki se nanašajo na razmerje med jezikom Prage kot centra do drugih regij. Kako to vpliva na pogled inštituta na knjižni jezik? Ja, no, jaz bi to seveda dobivamo. In jaz bi to razdelila v nekoliko skupin. So vprašanja, ki so povezana z leksiko. Naprimer, nekdo kliče, da zna ali ne zna besedo, ki ni uporabljena ali v Pragi ali na Moravskem. In to so te res regionalne dialektizme in želijo ljudje vedeti prvič, kakšen je pomen besede, drugič želijo vedeti, ali je v redu, če uporablja na primer moravsko varianto, ker res to je v redu, da so nekatere stvari res tipične za Moravsko, pa so knjižne in lih obratno. Nekatere stvari so iz češkega območja, pa so primerne za vse type formalnih dokumentov. Ampak tudi imamo ljudje, in to mám tudi v svojem območju ostalo, to so pritožbe. In tam ena skupina teh, ki se pritožujejo, so ljudje, ki jim ni všeč, da naprimer v pražských mass-médiích se bolj slyší ta češký interdialekt in oziroma niso zadovoljni sploh, to máme takšná dva gospoda, pogosto kličejo in niso zadovoljni, da se Češka jmenuje Češka, ne pa Moravska. Ampak to so res extrémni primery.
in s tem res ne moremo pomagati. Najbolj pogosta so vprašanja iz območja leksike. Ali je v redu, če v naši družini uporabljamo to besedo, ampak v družini mojega moža iz Češke ga ne znajo in mi smo na Moravskem. Ali kaj pomeni ta moravska beseda in kakšna je njena varianta, različica v češčini. No, takšna vrsta in to je seveda zanimivo in s tem z veseljem pomagamo.